Pozdravljeni v podkastu. Sem Igor Harp in gostim bržkone najbolj znanega zdravnika v Sloveniji, promotorja znanosti, podcasterja, vplivneža, TV voditelja in enega najbolje prodajanih avtorjev Davida Zupančiča. Ob delu na infekcijski kliniki si je David nedavno naložil še delo v eni drugi ustanovi in sicer TV kliniki. Tako se namreč imenuje njegova nova oddaja na TV Slovenija, v kateri predstavlja zdravjem in zdravstvem povezane teme in s tem pomaga dvigniti splošno ozaveščenost. Je tudi avtor knjig Življenje v sivi coni in Znanost mirnega življenja ter podcasta Umetnost lenarjenja, tik pred izidom pa je njegova nova knjiga V mejah normale. David Zupančič, pozdravljeni v podkastu. Hvala. Naj začnem z očitnim vprašanjem. Po vsem tem, kar sem zdaj tukaj naštel, kako vam ob normalnem družinskem in družbenem življenju vse to znese? To je to vprašanje, ki ga najmanj maram, pa vedno se pojavne. Ja. Ampak veš kaj je zanimivo, recimo, isto me vprašal zadnjič en prijatelj, kako ti znese vse to početi in pol v isti sapi mi je pa rekel, ti veš samo novo Netflix serijo, moraš pogledati. A veš, jaz recimo sem na zadnje gledal televizijo po moje lani polet, zdaj od selitve sploh še nisem prinesla gor. Danes, ko to snemava, bo prva oddaja moje TV klinike, jo bom gledal na spletu, no. Tako da, recimo, jaz svoj čas zelo strukturiram. Tako da, recimo, ko imam zvečer uro pa pol, 2 uri, rad drugače gledam filme zelo, ampak pač rajš ali berem ali pišem. Bom rekel, zelo malo časa v tednu namenam temu, o čemer pridigam, umetnosti lenarjenja. Čeprav lenarjenje je tak termin, ki je malo raztegljiv. Zdaj zame pisanje na nek način lahko skoraj padeti, ja. Tako da ne vem, res je, da sem skozi nekje, da imam blazno polne urnike, da si vse zapisujem. Res je, da časa in energije ne moš ustvariti z nič. Jaz recimo zdaj ta doktorat, ki sem ga opisal in se citira na platnici moje prve knjige, kako sem doktorski študent, sem čisto za enkrat dal na pauzo. Člankov nimam to kot moji sodelavci, ne vem, mišic imam manj kot kdo drug, ki gre v fitness. Se pravi, tako nekak nek kompromis v življenju narediš, da je to življenje, ki ga imaš rad in za enkrat mi uspeva. Širši javnosti ste postali znani med pandemijo COVID-19, ko ste na družbenih omrežjih objavljali razumne in preudarne priporočila in razlage. Kako težko je bilo to doseči v času, ko je bilo vladno obveščanje javnosti kaotično in pogosto polno enih nasprotujočih si navodil in... Težko je bilo v bistvu najti pogum, da bi to začel. Ker jaz sem čutil, da ljudje to zelo želijo. Karkoli sem objavil, je imel take, jaz prej nisem ničesar objavljal na spletu in karkoli sem objavil, tam je pa bilo sprejeto res rekordno in v bistvu ni nepričakovano po moje, glede na to, da je to bil nek čas, ki smo vsi bili blazno žejni teh informacij in neka informacija direktno iz tam z teh prvih bojnih linij je bila zelo dragocena. Me je pa bilo seveda strah, po eni strani, kaj bojo rekli moji nadrejeni in sodelavci na to, da se en mlad, tam bil en specializant 3. leto, da se tako ven meče. Po drugi strani seveda tudi ljudi, ki so bili zelo emocionalni, če uporabim blag termin, in so še zdaj komentarjev pod tem podcastom ne bom bral, recimo. Nimamo. To pa sem pa še bolj zadovoljen, se lahko odkrito pogovarjava. Ampak, a veš, kaj je zanimivo? Recimo, to velikrat me vprašam, mogoče se mi tudi ti mislil, pogum in te teoretiki zarote, komentarji na spletu, a zdaj si ti požaril ogromno gneva, ker jaz ko sem začel takrat med COVID-om, sem točno to rekel, jaz bom objavil par stvari, pa se bo vsul na me litre dreka in bom nehal in bom se umaknil, ker si nočem tega trpeti, ampak ne pogovarja se pa o tej drugi plati, koliko sem dobil jaz ekstremne podpore, spodbudnih sporočil. Jaz sem si na Instagramu čisti balonček oblikoval, mene ne sledijo, ne vem, če sem dobil, iskreno 10 nasilnih grdih sporočil od leta 2020 v nabiralnik, ni to noro, Sicer, če bi, malo so tudi različne socialne omrežja, če bi bil na Facebooku, bi že nehal, pa na Twitterju mogoče tudi, ampak Instagram, ne vem, mogoče ima tako, ali pa se to oblikuje, ti algoritmi se veš, ti predlagajo to, s čimer se boš bolj strinjal. In ta podpora me je pol gnala, da sem začel vse to. Nikoli nisem imel blazne želje, da bi se tako izpostavljal. Ampak pol, ko te pa ljudje toliko radi in pa sem videl kakšne
komentarje, ko vidiš tam, da en komentira pod tvojo novico in te kar en tujc, ki ga ne poznaš, začne braniti pa zagovarjati. Tako je prav lepo videti, a ne. Tako da jaz vedno rečem, jaz ne nastopam in ne objavljam za tiste ljudi, ki imajo pač polno glavo teorij zarote, ki v bistvu komunicirajo žaljivo. In tudi ta projekt na RTV-ju ne snemam zato, da bom njim kaj dopovedal ali pa se z njimi skregal. Jaz to delam za ljudi, ki to sprejmejo in ki jim bo konec koncev tudi pomagali in jim bo dal kakšno informacijo, da bo bolj zase skrbel. In se fokusiram na te ljudi. Zdaj vsak, ki se je pa kadarkoli, za karkoli v življenju postavil, bo imel pa vedno tudi nasprotnike. To pa tudi ti po moje veš, ki si tudi konec koncev veliko filmov pogledal, ki se mi zdi, da vsak drug plot tudi na tem temelji. Ja, to drži. Ko si svoje misli o pandemiji strnil v knjižni obliki, smo dobili Življenje v sivi coni, ki je čez noč postala uspešnica in ena najbolj prodajanih knjig zadnjih let. Zdaj vsak avtor si želi uspešnico, ampak taka prodaja te zagotovo morala presenetiti. Koliko je to potem vplivalo na tvoje življenje? Naenkrat vidiš... To je bilo blazno presenečenje. Ja. Res, blazno presenečenje. Jaz sem upal in nekako tudi pričakoval, da knjiga bo dobro prodajena. Ne? Ampak med dobro prodajo pa tem, kar se je zgodilo sivo cono, je še zelo veliko stopenj. To je bilo res noro. To pač knjiga je najprej zginila, pa so jo ponatistali. Zdaj je ena od 7 knjig, kakor sem bral v tej novi knjigi Rugla, ena od 7 knjig v Sloveniji, ki so se kadarkoli prodale več kot 20,000. Čeprav ne vem, če ni ta druga zdaj tudi že nad to mejo. In to je seveda nekaj, kar si vsak želi, nekaj, kar vsak, ki je začel pisati, seveda ne pišeš s tem v glavi, ne, ker to pričakovati je pač pol razočaran, ampak pol začneš razmišljati, kaj sem naredil, ne, kaj je zdaj to, ne, zakaj se mi je to zgodilo, ampak sem dobil en dobro izjavo, mislim, da mi je celo Rok povedal, urednik, da če bi obstajal recept, kako napisati uspešnico, bi bile vse knjige uspešnice. Tako da žal imamo neke, a ne, indice, kaj bo boljš, kaj bo slabš. Celo to, da mi je založba tako prijazno posvarila, da se knjige o virusu slabo prodajajo. Da to ljudje nočejo brati. Tako da mogoče celo šlo v drugo smer. Je pa to tako, jaz rečem, če nekdo tokrat piše, je nenadoma tok braden, je kot da bi se nekdo, ki zelo rad je, poročil z enim odličnim kuharjem. Ne? Taka match made in heaven. In ti moram reči, da moj cilj celo je, ne? Da tukaj se mogoče malo streljam v koleno z vsem, kar delam, z Instagramom, s televizijo, ampak moj cilj je, da nekoč primarno me poznajo kot pisatelj. Recimo, če me kdo opiše, da bo najprej pisal zdravnik, dobro, to sem naredil, ne, tudi faks, in druga stvar pisatelj, ne spletni vplivnež, televizijski voditelj, ne vem, karkoli. Ker mi je to nekaj, kar me najbolj na svetu veseli in v kar tudi zdaj zmeri bolj vlagam. Zdaj sicer res, imam 2 knjigi, druga je bila knjiga za samopomoč, kar marsikdo sploh ne jemlje kot resno literaturo. Ne. Zdaj tretja bo spet leposlovna, potem grem pa čisto drugo smer, grem v fikcijo. In moj cilj je, da s časoma tudi minimaliziram te stvari, ki jih zdaj tudi delam, nekatere tudi iskreno zato, da malo lažji kredit odplačam, pa me ne veselijo toliko izjemno, kot da bi si vzel samo 2 uri zvečer in bral ali pa pisal. Torej jasno in koncizno izražanje en glavnih adutov tega znanosti mirnega življenja, priročnika. To je, najde se pa tudi v knjigi jasen odmik od kakršnega koli avtoritativnega pristopa, ker bralcu nenehno daješ občutek, da si mu enak. Ne, tako pa tako moraš narediti, ampak gledajte, jaz sem to probal, meni to deluje, tukaj so ene raziskave, ki pravijo, da bi to znalo biti kaj. Koliko truda je bilo treba vložiti v to, da najdeš točno to, ker ko nek priročnik pišeš, si ti valjda prepričan, da je to prava zadeva in da boš povedal, kak naj drugi delajo, ampak zelo jasno se umakne od tega, koliko je tu enega zavestnega dela bilo treba. Ja, zdaj v bistvu tudi zato, ker jaz nisem to niti zasnoval točno kot priročnik, da nisem hotel pisati kot nek skupek vaj, niti ga tako promovirati, ampak sem v bistvu hotel napisati neko knjigo, ki bo imelo znanstveno podlago, vzdržati nek svoj slog tudi duhovitosti in tega, in morda da ljudem istočnice, da kaj spremenijo. In
meni se zdi, da tudi razumem avtorje, ki pišejo točno to, kot si ti zdaj povedal, a ne, se pravi, jaz vem, da bo to pomagalo, da to ne bo, jaz vem, da če to delaš, boš nesrečen, vem pa tudi, če boš to naredil, boš bolj srečen, ker enostavno je njihova, bom rekel, podlaga, se pravi, njihov izhodišče, njihov CV, njihov življenjepis je, jaz to vem, zato me sploh beri. Se pravi, oni se na ta način uveljavijo. Jaz sem nekako razumel sebe in svoje ustvarjanje kot, uveljavil sem se kot zdravnik, uveljavljam se z tistimi 70 študijami, ki jih citiram, zato ne bom nastopal kot nekdo, ki ve več in je nezmotljiv, ampak bom neko znanje samo posredoval. Pomaga spet to tudi zelo, a ne, da jaz od tega ne živim, a ne, ni treba, da promoviram sebe kot tega guruja, ki bo pol prodal še 1000 seminarjev, pa ne vem, 4 sekvele te knjige, a ne, ki lahko povem, da ne bojo nastali. Se pravi, sem dal to ven in zdaj, a ne, če komu pomaga, super, če ne drugega je pomagal meni. Dejansko s to knjigo sem naredil spet neke šifte v glavi in sem tudi malce uredil te misli. Tako da lahko nastopam iskreno in skromno in meni se to zdi zelo važno, da vsem, kar delaš, da ohraniš skromnost. A ne, tudi recimo jaz berem recimo zdaj priročnike in knjige tudi o pisanju. Naredil sem tudi eno tečaj o pisanju in to potem, ko je moja prva knjiga postala najhitreje prodajana knjiga v ne vem koliko letih. Enostavno mi je, a veš, grozen, da bi recimo rekel, kaj bom zdaj bral, ne, meni očitno gre, jaz vem vse. Ker vem, da ti imaš nek talent, Blatnik je super napisal v svojem knjigi Pisanje kratke zgodbe, Andrej Blatnik, je napisal, je citiral nekoga drugega, zdaj ne vem, kdo je prvi to rekel, ampak tam piše, talent brez vaje je kot ogenj, se pravi, gorivo brez motorja. Blazno gori, pa nikamor ne gre. Se pravi, moj cilj je zdaj tudi pisanje tudi kot veščino cenim. Ne samo kot talent ali pa kot idejo ali pa kot neka zaplet, ki ga dobiš v glavo, ampak tudi kot veščino, ki se izpopolnjuje. In že zdaj recimo 3. rokopis ravno kar pilim, ga oddajam, ker upam, da bo aprila že zunaj, knjiga v mejah normale. In že jaz sem blazno navdušen nad tem, da sem napredoval od svojega prvega teksta. Seveda, kar več delaš, v tem boljši tudi si. Ja, se podobno kot pri, ne vem, teku ali pa kolesarjenju. Tako, nekdo ima naravno danost, ampak... Ampak tudi on ne bo na prve zmagal v Tour de France. Tako, točno to je. Drugače, glede pisanja, Stephen King on writing, zelo priporočam. Moja najljubša knjiga o pisanju. Sem jo prebral. Dvakrat in imam počrtane stvari. Ravno zato prvi del itak ta njegova zgodba, ki me itak zelo zanima, ker sem fan. Ampak on ima točno to, kar si tudi ti rekel. Ne pridi ga to, kaj ja, kaj ne, ampak sam reče, lej, meni to funkcionira, to pa ne. In na ta način, in ta knjiga tudi, čim sem videl, da je King napisal knjigo o pisanju, sem šibal v konzorcij, na srečo so imeli, in ima častno mesto v moje pisarni, na dosegu roke. Torej, če se malo zdaj pošalim, iztočnica znanosti mirnega življenja je tvoja izkušnja z nespečnostjo in s tem povezan napad panike. In me zanima, kako to, da nisi ustanovil kluba golih pesti, pa poskušal zrušiti kapitalizma. To namreč po nespečnosti in paniki stori glavni junak v klubu golih pesti, romanu in filmu, kjer ga Edward Norton upodobi. Zelo dober film, ker sem ga tudi 2krat gledal. Ni bilo zelo daleč, veš, ker jaz sem treniral jiu-jitsu, najprej 4 leta ta klasičen, pa malo več kot 5 let še brazilski. Zelo cenim tudi borilne veščine, ful mi je bil dober šport. Nehal sem ga ravno v letu 2020, ker tam je pa ta distanca neobstoječa. Tam imaš faco tako, dihata oba, prešvicana in to sem rekel, zaenkrat ni varno. Zdaj pa si skozi govorim, da bom šel nazaj, ko najdem čas, kar je se izkazalo kot težko. Tako da sem šel na drug način se s tem ukvarjati. Je pa dejstvo, zdaj ne bova govorila o tem načinu, da se garbaš v kleti, ampak je dejstvo, da šport pomaga. Tudi pri nespečnosti in tudi pri psihičnih stiskah velikrat je neke vrste meditacija, če ne drugega si pa bolj utrujen, če redno treniraš. In to je pa ena stvar, ko si me tudi vprašal za ta čas, ko ga jaz zdaj iščem, sem žrtvoval v bistvu tudi fizično zdravje. Jaz sem šel iz nekaj 3 rednih treningov na teden, zdaj naredim enega na 7 do 14 dni celo. In to je pa ena zaprisega sebi, ki zdaj začenjam malo krčati aktivnosti, da bom lahko redno treniral.
če smo pač omenjamo rušenje obstoječega reda, v znanosti mirnega življenja se zahvališ tudi Grim Harvestu, svoji gildi v igri World of Warcraft. Torej, zanima me v bistvu, kako ta oblika spletnega druženja in sodelovanja na teh misijah pomaga pri sodelovanju v ekipah v zasebnem in poslovnem življenju. A je tu neka korelacija? Absolutno. Jaz moram reči, da za igro World of Warcraft, WoW, ki sem jo začel igrati v osnovni šoli, mi je veliko stvari dala. Če sam naštejem recimo slepo tipkanje, absolutno samo od tam. Jaz lahko gledam gor in pišem 10-prstno. Izpiliš se v jeziku. Najprej te prve skupnosti so bile mednarodne, smo skozi govorili angleško že pred 14-16. Neke domišljijske ideje dobiš, pa to sodelovanje, kot si omenil. Moramo obenem tudi reči, seveda, da je to absolutna droga. Te igre so narejene na to dopaminsko stimulacijo. Znači mi je celo nekdo razlagal, da imajo te firme najete neurologe, ki ti povejo, kdaj more pasti neka nagrada, da bo lih prav dopamine, da boš lih še šel naprej. Ne? Tako da jaz sem prvo knjigo napisal v trenutku, ko sem odinštaliral World of Warcraft z računalnika, ker prej zmeri, ko sem si rekel, zdaj imam čas, zdaj bi lahko pisal, je pa šla ena misel, ne, vsi rabimo počitek, pejt prvoščci mali gre, in sem odlašal. Pa je se rodila tudi moja hčerka, začela se je plaziti, tam je bil gumb za izklapljati računalnik, nisem imel pisarne in sem nesel ta računalnik v klet in sem imel čas, da na laptopu spišem knjigo. Tako da tukaj je neko vprašanje ravnovesja. Ne? Moram pa reči, da v času COVID-a, to je bilo preden se je knjiga nastala, preden sem imel otroka, prav 2020, ta najhujši stres, ne? Ko je bil tisti pritisk, a bomo zaprli, kaj bo, kje so postle, mi je bilo, pa itak nismo nikamor šli, takrat sem jaz bil doma, pa služba, dom, služba, skozi nekaj novega, res grozljive stiske. Mi je bilo najboljš prežgati to igro in iti tam v nek gost in neke merjasce loviti, tako čisto samo da se odklopiš, da je neka realna grožnja, ki jo lahko nadzoruješ. In ta guild je pa v bistvu skupnost, v bistvu nekih bolj se poznamo tudi v real lifeu, se poznamo takole zunaj, se kdaj dobimo, noter moj bratranc, moj brat, smo dobri prijatelji in to je bilo pa resno, ko si se pa to prijavil po dolgem dnevu gor. In, jaz sem se kdaj v dežurstvu, ko sem imel mir, pa sem imel stres, pa sem se malo legel v poslu, sem se prijavil samo na njihov chat. Da sem slišal te glasove, ki so se tam smejali, pa ni obstajal stres, pa so vsi, doktor, a veš. In to je res nek ventil. Ne? Mislim, te računalniške igrice, mater, to je neki... Težko je, ker po eni strani bi jih ful rad prehvalil, po drugi strani ti vzamejo, tle pa recimo zgubiš čas, to pa zgubiš po 4 ure na dan, pa se sprašuješ, kam je šel moj cajt. Tako da nekako se zdaj, jaz sem to omejil na 2 do 3 ure na teden, včasih manj, odvisno tudi od otroka, pa tako od mine, ampak nek tak čuden balans, moram reči, da so mi toliko pomagali pri destresa, da sem jih v knjigi, se jim tudi zahvalil. Ja, omenil si jiu-jitsu, bil si pa tudi državni prvak v sabljanju. Koliko pa te... Večkratni, ja. Prosim. Večkratni državni prvak. Koliko pa te stvari v bistvu koristijo, da si v nekem takem en šport toliko dobro obvladaš, koliko ti to potem koristi pri komunikaciji, ne nazadnje? Ne, zelo. Zdaj, jaz si sploh ne predstavljam. Jaz, ko sem bil v osnovni šoli, sem mislil, da vsak nekaj trenira. Da si pač vsak nekaj zbere, ne? In si sploh ne predstavljam, kaj delaš kot, ne vem, nek otrok in najstnik, če nimaš 3 na teden treningov. Prepotovali smo celo Evropo s temi ekipi, še te prijatelje, ki smo bili v reprezentanci, smo še vedno blazno dobri prijatelji. Bili smo od Azerbajdžana, Turčije do Velike Britanije, Irske na tekmah. Bili smo res takrat tudi malo perspektivni. Meni je pol malo ta puberteta, pa to malo ugrizelna, da sem začel mutiti, da zdaj samo faks je važen, pa medicina v to. In jaz ti rečem, da bi še zdaj na te rekreativne treninge hodil, imam eno poškodbo rame, s katero se ukvarjam, ker sem zanj probojit nazaj, pa me je začel spet. Tako da to so pol te problemi drže in sedenja in tega, ki ne delaš dobro s svojim telesom. Jaz mislim, da šport mora biti del, ne to, ko govorimo o zdravem življenju, šport v neki obliki, pa naj bo to hoja v hrib, naj bo to, ne vem, že sam, da greš kolesom v službo. Sam to,
če pa imaš možnost, če si zdrav, če si tudi dovolj fit, da pa treniraš, da te en mal zbrca v rit, ker se sami ne znamo. Sabljanje ti da fokus, da ti blazne reflekse. Jaz sem bil v vseh teh družabnih igrah, ker moraš imeti refleks z roko, nekaj zagrav, sem bil absoluten prvak pol vedno, ker tam teče vate, ti imaš pol sekunde, da ono sablo odbiješ, in to se res pozna. Da ti neke mišice v nogah sploh, ker imaš to držo. Tako da šport je zakon. Šport priporočam še bolj kot računalniške igre v resnici, ne? Če si lahko rečem. Tipično za zdravnike. Zdaj, obstaja splošno prepričanje, da pogosto branje o zdravstvenih temah vodi v hipohondrijo, češ, da pol začneš na sebi prepoznavati simptome obskurnih bolezni in tako naprej. Ampak moram reči, da tvoje pisanje in podcast, pa tudi koliko sem videl zdaj TV klinike, imajo pa obraten efekt in so zelo pomirjujoče. A je tu bil plan, mislim, ste se zavedali, si se zavedal pri vseh teh stvarih, ki jih počneš, da obstaja ta nevarnost in kako se izogniti? Ja, jaz imam ta zelo resničen uvid, ker tudi seveda tudi jaz in vsi mi nismo imuni na te hipohondre ideje in pol kdaj, ko omenim, ne vem, nekoga, ki je zaradi covida intubiran ali pa to fatalno nespečnost, ki pišemo o njej, vedno rad povem, ampak pač to je, ne vem, redko to je. Zato, ker ta uvid kdaj manjka, ne, in to mi tudi ni všeč, kdo kdaj tako poroča, piše, prikazuje tako apokaliptično, senzacionalistično stvari. Jaz zdaj pomislim, da v bistvu ne znam čisto dober, tako iz marketing principa nisem zelo dober, tako da ne vem, zakaj se moje knjige toliko berejo, upam, da zato, ker so dobre, ampak veš, recimo, nočem tle našo službo tako napihati v neko blazno estrado ali pa v nek blazen šokanten nastop, nočem dajati nekih teh ekstremnih primerov, izjav, nočem biti nek guru. Tako da moraš vedeti, tudi kot zdravnik, da ljudje, vsak zna googlati, ne zna pa vsak, ki nima medicinske izobrazbe, dati tega v kontekst. In ti lahko googlaš bolečina glavobol, recimo, in ti piše, možnosti so migrena, tenzijski glavobol, tumor, krvavitev, možgane. In to ti da seznam. Zdaj je mogoče drugače, ko imaš ta artificial intelligence, umetno inteligenco, ki ti pol to malo razloži, ampak včasih dobi ti seznam in tle ne piše pogostost, ne piše dejavnikov tveganja, ne piše, da je tenzijski glavobol daleč največji, da če imaš tumor, se to drugače pokaže, da če bi te bolela glava od krvavitve, bi bil na tleh in kričal, ne bi googlal stvari. Take stvari in te kontekste je dober, zato jaz nisem nikoli jezen, če pride bolnik na pregled, pa je po Googlu že kaj. Jaz sem pol, če mi ne verjame, komu jaz razlagam, to pol me malo trigerira, ampak valjda je po Googlu, vse smo vsi ljudje 21. stoletja. Naj on to prebere, zdaj sem pa jaz tle, da mu razložim, kaj je prebral mogoče prav, pa kaj si predstavlja narobe, pa tako. Za trenutek pa vseeno greva malo v način panike. COVID-19 je, kot vse kaže, za nami, ampak ta bolezen bo na dolgi rok najbrž naš sopotnik. Kakšni so obeti za prihodnost? A se bomo morali redno cepiti, tako kot za gripo, ali bo na eni točki mogoče zginila? V bistvu je med nami, to je boljši izraz. Za nami je ta kriza, to se strinjam. In zdaj že vemo, da to bo kot gripa. Vsako leto mi zelo promoviramo cepljenje proti gripi. Smo sicer v Sloveniji ena najslabših držav v Evropi. In tudi med zdravstvenimi delavci, ne kažem prstov, tle vi ljudje, ki nam ne poslušate, v kliničnem centru je ena najslabših precepljenosti. Mislim, v bolnišnicah slovenskih, če primerjaš z zdravstvenimi delavci v Evropi, kar nas zelo moti in vsak let malo gledamo, kaj bi lahko še strategijo naredili, ker tukaj mora biti zadnje neko nerazumevanje, ker drugače bi se vsi cepili in vsak, seveda, ki pride hudo bolan, mi reče, joj, če bi vedel, bi se pa cepil, jaz se vsak let cepim. Zdaj, tle je en izziv to, da tudi ljudem spet razložiš, kako funkcionirajo stvari. Zdaj bojo rekli, zakaj smo zapirali vse včasih, zdaj pa ni nič. Recimo letos, lahko rečem, letošnja sezona gripe je grozljiva, Covida praktično ni, vidimo jih par primerov hudih, ne. Zaradi gripe pa imamo zdaj kar hude težave in seveda naši bolniki še toliko hujše. Ta virus bo krožil, ostal, lahko spet kdaj mutira, sicer redko je, da bi mutiral na nek način, da postane blazno bolj nevaren. In mi se pa tudi prilagajamo, dejansko se cepiva modificirajo glede na te krožne variante. Ena velika stvar, o kateri se mogoče premalo govori, je dolgi COVID.
To je v bistvu ta sindrom neke splošne izmučenosti, nekih nespecifičnih sindromov, od vrtoglavic, nespečnosti, bolečin v prsih po preboleli okužbi, ker ne vemo še točno, od česa je kombinacija nekih imunskih motenj, kvar žil in tako naprej. S tem se zdaj veliko ukvarjamo, tudi jaz sem v tej ekipi pridružil. Tako da so izzivi, ampak naslednja pandemija, jaz mislim, bo nekaj drugega. No. Ja. Točno, dobra iztočnica. V ZDA so nedavno za ministra za zdravje imenovali slovitega proticepilca Roberta F. Kennedyja mlajšega, ki je že napovedal ukinitve obveznih cepljenj, programov za spodbujanje cepljenja, fluoriranja vode. Kako nevaren je tak pristop? A lahko v ZDA zdaj posledično dejansko pričakujejo izbruhe otroških bolezni? Ja, jaz mislim, da seveda, zdaj v naši stroki je tako, da nažalost narava bo pač seveda imela zadnjo besedo. In zdaj, če oni želijo dokaz, tak, ki ne verjamejo recimo znanstvenikom, želijo dokaz na ljudeh, bojo pač ljudje to ceno žal plačali. Problem cepivo teh anticepilskih gibanj je, da ti potrebuješ to kolektivno imunost. Enostavno, vsi smo cepljeni proti ošpicam v Sloveniji, največ pa ti, če te vprašam, ne veš, če imaš ta protiteles ali ne. Jaz sem si gledal, ko sem začel delati, ko sem šel v Zambijo, sem pač v laboratoriju, so mi izmerili. Ne ve vsak, nekateri so neodzivniki, imaš ljudi, ki se ne smejo cepiti, imaš otroke, ki imajo imunske motnje, ne morejo tvoriti tega in te ljudi ščitimo vsi drugi. In ošpice bojo nazaj, ošpice so ubile pred cepljenjem ogromno ljudi, nimam številke v glavi, ampak so blazno nevarna bolezen, grozna bolezen, delajo možganske okvare, oslovski kašelj, nekaj reči, otrok pomodri, ne more dihati. To so res grozljive bolezni, mumps dela recimo sterilizacijo. Zdaj to, kar se dogaja v Ameriki, se mi zdi, da oni so vse neka nacija ekstremov. Oni imajo po eni strani najbolj vrhunske, odlične znanstvenike, ustanove, zdaj vidimo, kaj se zdaj dogaja. In sem tudi bral, da je velik del Američanov v resnici v eni hudi depresiji zaradi tega, kar se dogaja. Te proti znanstvenega gibanja in vsega, kar njihov nov predsednik zdaj sproža. Pri nas je to, jaz upam, da Evropa vseeno je še daleč od tega, ker seveda polni krog pa mislim, da bomo naredili. Če bo se to zgodilo, če se bo to razširilo, če bojo države začele opuščati, bo ta precepljenost iz 95-90 padla na 85-80, bo po moje zelo hitro spet ljudje prosili za cepiva, ker vseeno lahko imaš neko stališče, lahko verjameš nekomu, ki ni zdravnik in se kregaš na forumih, ko tvoj otrok tako kašlja, da rata moder in ne more dihati, ne boš šel na forum, ampak boš šel k zdravniku. In če ti bo ta otrok umrl, se mi zdi, da boš drugega otroka cepil. In zdaj, če ljudje žal mogoče rabijo, ta dokaz je meni groza v srcu, seveda zato tudi, ker te otroci niso nič krivi, zato tudi obstaja obvezno cepljenje. Tako kot rečemo, ne smeš tepsti otroka, ker ti ga lahko vzamemo. Tudi ne pustimo, da pustiš, da dobi tak kašelj, da se zaduši. Tudi če ti hočeš. Tudi če ga hočeš udariti ali pa mu dati to motiv, pač naša družba to ne pusti, hvala Bogu. Če bomo naredili poln krog, bo pač poln krog narejen. Škoda bo pač velika, da ne rečem nepopravljiva za nekatere. Zdaj trenutno se veliko govori o ptičji gripi pa njeni nevarnosti za ljudi. Ponovno se pojavljajo ošpice, ki smo jih zdaj omenila. V ZDA so imeli izbruh tuberkuloze pred kratkim, v Kongu je vedno neka grožnja ebole. Koliko je tukaj enega medijskega napihovanja in koliko je to resnična nevarnost in na kak način naj bomo pozorni in previdni glede teh stvari? Zdaj to je... Infektologom ni nikoli dolg čas, kot vidiš. In je pa tle veliko razlik. To je zelo nevarno, je vse metati tudi v isti koš. Tudi zaradi načina, kakšne so recimo državne strategije obvladovanja, kak je način širjenja.
Za ošpice konkretno imamo mi precepljenost zelo veliko. NIJZ je treba sum na ošpice prijaviti v 3 do 6 urah, če sem jaz zdravnik na urgenci, recimo, že sum, preden je potrjeno. In se potem že to dela, imamo navodila glede izolacije. Mi, kar nimamo, je recimo na naši urgenci možnosti izolacije tazga bolnika, ampak zdaj bomo dobili novo kliniko, to bo pol malo boljša. Tuberkuloza je izjemno nalezljiva, ampak Slovenija spada spet v državo z nizko prevalenco in zdaj, če so bili ljudje v stiku, imamo spet navodila, lahko damo zaščito, jih potestiramo, preden se razvije. Tako da ni to neka taka stvar kot COVID, ki je izbruhnil iz nič na 100% in bil nalezljiv in nismo vedeli, kako zdraviti in tako. Ebola je še manj nevarna, kar se tiče širjenja, ker pač se širi z izločki, se širi s krvjo, z blatom in ko ta človek pač tam bruha kri in vse seveda se ga ne dotika oziroma če je slučajno lih priletel na letališče, so tudi spet protokoli jasni. Tako da grožnje infekcijskih bolezni ostajajo. Ptičja gripa, tukaj je tudi ena stvar, vedno važno, a se lahko prenaša človek. Veliko teh oblik, prav ptičje gripe, dobi nekdo neki rejec nekih ptic, ki pa potem sam ni nalezljiv naprej. Tukaj se takoj potem ustavi veriga in ne more nastati pandemija, ker bi mogli vsi s pticami se ukvarjati. Problem je, če preskoči na način, da se midva lahko potem naleževa. Spet drug primer je recimo take pljučnice legionela, ki dobiš recimo iz vode v nekem zdravilišču, ni pa nalezljiva med ljudmi. Se pravi, če smo 3 v istem džakuziju, lahko zbolimo, če smo v isti sobi, pol, ko sem se jaz kopal, pa ne. Tako da to vse ta znanja, ki jih blazno spremlja Svetovna zdravstvena organizacija v povezavi s področnimi centri, z NIJZ-jem in ima tudi CDC ameriški, ki upam, da bo ohranil kvaliteto, zdaj je to spet vprašanje, ampak imajo tudi te stopne tveganja, risk assessment, imaš v Svetovni zdravstveni organizaciji ekipe ljudi, ki delajo ocene tveganja, koliko moramo skrbeti, koliko moramo biti pozorni. Tako da zaenkrat to deluje. Se bo pa o tem poročal vedno, ker se to dobro bere najbrž, kar je zanimivo. Jaz mislim, da neke panike zganjate, pa takrat je res bila panika. Med COVID-om je bila panika in jaz mislim, da je bila upravičena, ker so padali dol 40-letni ljudje s takimi pljučnicami, da nismo vedeli, kaj delati z njimi. In zdaj na srečo smo ven iz tega. Torej trenutno nobena od stvari niti blizu tega. Ne, trenutno, če lahko, veš, to pa tako zanimivo, taka grožnja, če lahko ocenjam za najhujšo ta trenutek, pa je tako najmanj očitna, so odporne bakterije. Mikroorganizmi odporni na antibiotike. Totalno naša stroka. Totalno naša stroka. Slovenija je tukaj odlična, moram reči, ker imamo to se blazno spremlja, rezistence bakterij. Mi zdravimo ene stvari s penicilinom, prvi antibiotik, ki je bil izumljen, ki jih v Grčiji recimo zdravijo z zadnjim možnostjo, ki če še na to mutira, je konc. Samo podpišeš, da gre na žale. Kaj pa je ta razlika? Zakaj? Razlika je enostavno v okoljski stimulaciji. Kakšna je nacionalna strategija predpisovanja antibiotikov. Če dava primer klinični center, imaš, 3 te oskospektralne antibiotike, ki jih napiše kdor hoče, pa če si ti kirurg, pa misliš, da ta bolnik rabi širokospektralni antibiotik, moraš poklicati infektologa in moraš predstaviti bolnika in potem infektolog reče, a se on strinja ali ne in moraš napisati njegovo ime, če ne ti lekarna sploh ne pošle na oddelek tega pripravka. To je naša profesor Bejovič in ona vodi to v bistvu za racionalno rabo antibiotikov nacionalno skupino, zelo dobro nekako oblikovala. Se pravi, ta, ki prije sestra pozdravila v lekarno od kliničnega centra, mora napisati, ker infektolog je to potrdil. In s tem, ker seveda to, mi imamo tudi več znanja, seveda, ker smo to specializirali, kaj je varno za bolnika. Nekdo, ki vidi svojega bolnika, je bolan, zelo, recimo ima sepso, ga skrbi in hoče dati največ, kar ima. Mi pa lahko rečemo, glej, ta gospod je od doma, ima jasno pljučnico, zakaj bi mu dal tisto, če bo to že v 99% bolj. In s tem ščitiš okolje in bolnika. Imaš pa zdaj države in kaj je tle problem, da se tle začne neka snežena kepa valiti. Ko ti začneš dajati te širokospektralne, to gre ne samo bolnika, gre v lijake, gre v odplake, vse. In bakterije se na to zelo hitro navadijo. To je, bakterija bo preživela in ona vidi neko stimulacijo, nek antibiotik, naredi neko pumpo, da ga ven pošle. In ko te ta rezistenca raste, boš težko šel nazaj. Ker pa boš pa mogel dati široko spektralno, da boš temu bolniku pomagal. Ker je ta že odporna in bo še bolj. In težko ustaviš. Tle vidimo na primeru Grčije, Italija, Bosna, Srbija, Balkan. Kdorkoli prije z balkanske bolnice k nam,
gre v izolacijsko sobo, dokler ne naredimo brisa na te rezistentne bakterije. To so zelo stroge pogoje, ker so praktično 100% kolonizirani za eno od teh bakterij in jih je pa zelo težko zdraviti. Skandinavci so najboljši, oni zdravijo s penicilinom vse skoraj, kar lahko. Oni imajo to rezistenco res in niso ta stewardship, se reče, ne? Se pravi racionalna raba antibiotikov na nivoju. In problem je seveda, mi vsi letimo okoli, a ne, svet je odprt. Mi smo obkroženi z rdečimi državami v resnici, da ne govorim dol Grčija. In tukaj, ko en začne pešati, smo vsi malo uriti. In zdaj, antibiotiki so pa po eni strani, mnogo antibiotika ni bilo že, ne vem, če več kot 30 let. Ker imaš ti določene tarče na bakteriji, ki jih lahko tolčeš in ni novih tarč. Ne? Ti ne moreš nekaj, kar rasuje celico, ker bo tudi človeku rasul celico. Ti moraš najti tarčo, ki jo ima bakterija, ne pa človek. In to je težko. Tako da tudi te nove antibiotike, ki jih zdaj dobijamo, so samo iz skupin prejšnjih, ki jih že poznamo. Zato je tako zelo važno, da tudi recimo družinski zdravniki ne podležejo pritiska, ko nekdo pride z virozo pa reče, dajte mi amoksiklav, jaz se res slabo počutim, pa si misliš, naj ga žre. A veš, da se ne zdravi viroz z antibiotiki, da se ne Mislim, vem za primere ljudi, ki imajo zasebne zdravnike, ki grejo na potovanje, pa jim zdravnik predpiše, če bo slučajno kaj tukaj imaš antibiotike. Mislim, tukaj in zato mi smo na srečo še dobri, ampak tukaj je zato sem tudi rekel, veš, taka nečisto očitna grožnja, o kateri se ne poroča toliko, ker ni ebola, noben ne bruha kri, ampak da pa si predstavljaš, da prije nekdo s pljučnico in nimaš antibiotika, da bi mu dal, je pa nepredstavljivo, kaj mu boš pljuča transplantiral, ali kaj, in to se dogaja in jaz, če bi šel recimo delati, da bom spet to Grčijo omenil, ampak oni so res glede tega zelo velik problem Evrope, sploh ne bi znal pisati, ker oni pišejo ene antibiotike, recimo, ki jih sploh nismo še mi uvozili v Slovenijo, ker pač smo jih imeli, pa smo nehali pisati tam, ta Vaborbak tam, sploh nismo uvozili, ker ne rabiš, ker imamo neke, naše zadnje opcije so 3 stopničke pod njihovimi. Tako da to je tudi VHO uvrstil pod top 7 groženj človeštva odpornost. Tako da pametno z antibiotiki. Odličen nasvet. Pojdiva malo k lahkotnejšim temam. Od februarja te bomo lahko v sredah vidimo na TV Slovenija v oddaji TV Klinika. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Ja, to je bilo zelo zanimivo. V bistvu mene so kontaktirali čistko v času, ko sem še oddajal to zadnjo knjigo in vse, ker sem mi tako rekel, da nimam nič časa, če bi imel tedensko oddajo. In moj prvi odziv je bil, tisto ljudno, zelo dobra ideja, ampak ni šans. Pa ko so malo predstavljali, kako bi to izgledalo, da bi bilo res strokovno, se pravi, brez reklam vmes, brez reklamnih šalc, panojev, nič. Samo pogovor o stroki, da bom imel svojo ekipo, ki bo mi velik del dela odnesla, zrihtala goste, mi napisala iztočnice, mi predlagala teme, da bo to podprto z NIJZ tudi. In pa sem začel razmišljati, veš, iz tega vidika, kako bi jaz svoj vpliv razširil, iz Instagrama recimo, ker to vse je en korak v drugo smer, tudi veliko ljudi, ki nima socialnih omrežij, bom najbrž na ta način lahko dosegel. In potem je bilo tudi ključno to, da so mi seveda prišli nasproti na kliniki, da je predstojnik mi dovolil, da sem se zaposlil za 80%, ker sem mu pač predstavil, to je prepoznal kot možnost tudi ozaveščanja, ki koristi stroki. Absolutno. Recimo o antibiotikih bomo tudi imeli eno oddajo, vsaj eno, če tako rečem. In na koncu sem rekel, jaz lahko s tem naredim veliko dobrega, ker se velikokrat pogovarjamo, recimo, da bi radi kot infektologi dali nekaj v svet. En tak banalen primer je bil, da če ima otrok drisko, da je dobro, da pije sladke tekočine, ne samo vodo, da dobi tudi cukor pa elektrolite. Taka stvar, ki mogoče starš ne pomisli, zdaj, kad driska na obus, da je še nezdrave Coca-Cole pa Fante pil. Take stvari in da imaš nek kanal, to jaz delam na Instagramu, ampak spet to so samo zdaj neki ljudje, ki me spremljajo, da daš to v svet. In te epizode bojo vse tudi online, boš lahko pogledal na spletu, točno tiste, ki te zanima, recimo zdaj je RSV, te ne zanima, ker nimaš otrok, naslednje let žena za nos, lahko pogledaš za nazaj. Tako da vse skupaj se je pol nekako sestavili in zdaj smo posneli že 4 epizode in jaz zelo uživam tudi v tem snemanju, mi je zelo fajn, dobre goste mi rihtajo in sem tako zadovoljen s tem, kako gre.
No, mislim, tudi zelo dober protivtež vsem tem oddajam, ki so jih imeli na nacionalki in so jih, mislim, da zdaj ukinili o prehranskih dopolnilih. Tiste reklame, ki so bile v pol ure dolge, ne? Ja. To je bil moj pogoj, da ne bo slučajno to bila blamaža. Si predstavljaš, da bi bila moja oddaja, pa bi vmes bila reklama, pa bi se kaj takega pojavilo. Tako da to je bilo moje vprašanje, da ne bi slučajno se kaj takega zgodilo. Tako da upam, da bo protivtež, res. Ja. Jaz si mislim, da so s tistim prenehali. Hvala Bogu. Ja. Torej, 3. knjiga V mejah normale izide aprila. Kaj lahko poveš, kaj je v tej knjigi, zakaj se gre v njej? Jaz sem v bistvu nekako, mi je bil ta forma prve knjige mi je bila všeč, ne? Se pravi, neke anekdote, življenje, tudi videl sem, koliko ljudi zanima dejansko, kaj mi delamo, kako delamo, kaj razmišljamo in mi je tudi važno, da vejo, recimo, da smo pač ljudje, ne? In da ti greš daj domov in se sekiraš, če ne veš, kaj je, pa razmišljaš o tem, pa nekak svet te medicine, ki itak je zanimiv, vse te serije se gledajo, če ne drugega, filmi, to je tak svet. In pa sem rekel, dobro, dajmo zdaj mi tako, ti sem življenje v sivi coni, čas COVID-a, dajmo zdaj v mejah normale, pandemija je konec, vse je lepo, čas blaginje. Kako izgledajo naši dnevi, naše klinike takrat? Je res toliko vse mirno in čudovito. Pa se je pa malo tako nehote vmes v to knjigo tudi en velik del mene izliv. Nek memoar, razmišljal sem malo tudi o poslanstvu, o sodi, o življenju, ker naša služba te kar z velike ontološke substance zalije, kar naenkrat razmišljaš, malo življenje, smrt, poslavljanje, stvari, ki jih kdo vidi, recimo v svojem življenju 4-5-krat, mi vidimo 3-krat na teden, a ne to, da nekdo pride, se poslovi, se zjoka, te vpraša, kaj bo, ne vem, kličemo vsak teden mogoče duhovnike, ki pacient prosi. In ti to da ogromno enih stvari za razmisliti, da ti tudi trdo kožo, a veš, tako recimo, ko si vpet v neko tako minevanje, v neko tak moment, pa pol prebereš nek spletni komentar vse pod nekoga, ki ima anonimno geslo, te v bistvu nič ne prime, a veš, ker se ti zdi tako butasto vse skupaj se sploh sekirati. No in to se je zdaj nekako ta miks nastal te knjige, se pravi, v bistvu nakratko o zdravniški službi, so anekdote, vse je zelo obrnjen, anonimiziran, tudi kaj izmišljen, tako kot v prvi, ker smo vse mala država. Par anekdot imam, ki so zelo dobre, ampak so toliko specifične, da jih ne morem dati, ker bo pač ta človek vedel, da je on. Tako da to sem zelo pazljiv. In vmes malo mojega bluzanja, temu rečem, ker mi ni bilo zanimivo niti zabavno pisati samo medicini. Sem se malo še vmes umaknil. In moram reči, da je zaenkrat moja najljubša postala, zdaj, ampak to je seveda ta proximity bias, rečejo, da tisto, kar si na zadnje, če gledaš 5 filmov, da boš videl, kjer je najboljši, ti bo zadnji najbolj ostal v spominu, ali pa če probaš 3 torte, bi mogel iti en krog, tako da mogoče mi je zato najljubša, ker je nova, se pa zelo veselim, da jo dam v svet. Tudi zato spet iskreno, če lahko rečem, jaz sem fan literature, zgodb, fikcije, ne toliko knjig za samo pomoč in priročnikov, v bistvu sem jih veliko prebral in so mi pomagali in jih spoštujem, ampak ni pa to tisti tip knjige, ki se hočem jaz takole posesti pa se pogovarjati 1 uro, kar so me vabili zdaj zelo velika, o čuječnosti, pa o meditaciji, pa o stresu. Jaz bi se pogovarjal o zgodbah, pa o likih, pa o razvoju, pa o zapletih in zdaj grem pač nazaj na ta tir s to knjigo. In se zelo veselim tudi kakšnih dogodkov, kjer se bomo pogovarjali o tej knjigi, ne več o znanosti mirnega življenja, čeprav sem blazno ponosen in vesel, da je to uspela. Torej, tvoj oče je režiser in dramatik Matjaž Zupančič. Si že omenjal, da tudi ti fikcijo pišeš, greš malo po njegovih stopinjah, ali kako je s temi knjigami? Sem napisal 2 taka dramska besedila, sem napisal v srednji šoli, pa smo to tu prizorili. Drugače pa pišem v bistvu zgodbe, zaenkrat en roman, pa več kratkih zgodb. Je pa res, da vidim, da mi najbolj tečejo recimo prav dialogi, in jih rad pišem in tudi se mi zdi najboljši del, tudi kar se testnih bralcev tiče,
se jim tudi zdi, da neko talent zihar glede teh dialogov mi je ostal. Je pa seveda Matjaž napisal tudi 2 super romana, Obiskovalec in Vsence v očesu. Oba sta bila za Kresnika tudi nominirana. Tako da jaz mislim, da vse njeno pri pisanju tudi neka družinska, bom rekel, obremenitev iz našega stroke, ta izraz družinska obremenitev, talent je najbrž lepša beseda. Ampak da ti odgovorim, ja, načeloma ta trenutek imam eno malo večji projekt, neko trilogijo pišem samo pri prvem delu, pa manjše v bistvu imam plan neko zbirko zgodb oziroma novel, kjer sem pa že kar veliko napisal in imam blazno srečo tudi, da imam ful podpore, seveda oče bere tudi, Aljoša, tvoj kolega iz podcasta, Aljoša Harlamo, sem ponosen in srečen, da je zraven pri tem projektu. Tako da imam, veš, tako neko mrežo ljudi sem si postavil, podpornih in ljudi, ki znajo in s katerimi se lahko pogovarjam o teh stvareh. Tako da sem navdušen. Zdaj seveda maja dobim še sina. Tako da bi rad do maja zdaj par stvari tudi končal, ne? Vsaj tako v neki grobi, da lahko naredim malo pauze, ker jaz sem kdaj kar malo živčen, če nekaj časa ne pišem, pa imam neko idejo. Ker se mi zgodi, pač imam pol neko izdežurstvo, pa sem končno malo s hčerko, pa imam neko in sem kar tako malo tečen ratam do ljudi. Pač, tako da bi raz zdaj par stvari do maja spravil skup, vsaj na en kup, ne zdaj jih vtisk, ampak da pošljem mogoče tem parim ljudem, da oni še malo berejo, da si pol naredim 2 meseca pauze, pa pol naprej. Ampak vse kopiči, te teksti in to mi bo pa zelo zanimivo, veš, kako bodo ljudje sprejeli, recimo, če si predstavljam, pišem prav, najbolj me zdaj ta trenutek tudi horror fikcija zanima, in to bo pa blazen kontrast, kot si prej rekel, temu slogu pozitivizma in optimizma. Slog seveda ostaja, na nek način slog pisanja, ampak me zanima, če bojo ljudje to sprejeli ali bojo rekli, kva je ta zdaj naredil, to sploh ni on. Ja, to bo še zanimivo. David Zupančič, hvala za obisk v podcastu. Z vami sem bil Igor Harp. Nasvidenje. Hvala tebi.